Danes v Pomurskem dnevniku. Nevarne ovire za gorske kolesarje. Aktualno epidemiološko stanje. Sprememba prometnega režima. Cene kmetijskih zemljišč. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Sloveniji vse več ljudi kot hobi izbere kolesarstvo po gozdnih poteh. V vse več primerih kolesarji in motokrosisti, tudi v Pomurju, naletijo na ovire, kot je na primer žica. Ker je Slovenija kolesarjem prijazna dežela in ker je ta šport med priljubljenimi, je v prihodnje potrebno načrtno umeščati kolesarsko infrastrukturo tudi po slovenskih hribih. Podrto deblo, žice in žeblji vse večkrat presenetijo gorske kolesarje in motokrosiste med vožnjo. Takšne vrste ovir so lahko celo smrtno nevarne. Lahko so tudi smrtno nevarne, tako da je to početje res izredno neumno in izredno neodgovorno. Mogoče ob tej priložnosti apeliram na vse, ki to počnejo, da morajo s tem takoj prenehati, ker to ni rešitev. Eden izmed pohodnikov se s takšnim nevarnim početjem drugih ljudi, ki ogrožajo kolesarje, ne strinja. Vse preveč stvari ljudi moti. Samo eni živijo dejansko vsak dan samo in edino zato, da nagajajo. Gorski kolesarji sicer opozarjajo, da se ovire, kot so debla in kosi lesa, na progah pojavljajo dnevno. Enkrat do dvakrat na leto pa naletijo tudi na bolj nevarne ovire z žicami. Vsi uporabniki teh poti so tega že nekako navajeni, bom rekel, da so kar sprejeli že to kot nekako nujno zlo. In kot rečeno, seveda te zadeve brez žic in tega niso tako nevarne. Seveda, če se tega ne poznaš, prideš z veliko hitrostjo, tudi to zna biti boleče. Kolesarji se vozijo tudi po neoznačenih pohodnih in drugih poteh, ki niso namenjene gorskemu kolesarstvu, zato jih tam občasno pričakajo opozorilne table ali celo ovire. Rešitev za to je souporaba planinskih in kolesarskih poti. Samo za prepoved mi zagotovo ne bomo zadržali kolesarjev, da bi se vozili po planinskih oziroma drugih poteh, ker to ni dovoljeno. Vkolikor pa bo te kolesarske infrastrukture dovolj oziroma več, kot je sedaj, definitivno bo pa uporaba teh poti zagotovo manjša. Lastniki zemljišč sicer lahko zavarujejo svojo lastnino, vendar le na način, da ta ni nevaren za druge. Pri napeljevanju žice čez poti pa gre lahko za kaznivo dejanje poskusa povzročitve splošne nevarnosti. Se pozdravljamo, se kaj pa govorimo, tako da ni problema. Jaz jih razumem, pa podpiram. Zakaj ne bi uživali v svojem hobiju? Ali pa tu še se dogaja še več, ne? Tu so ta evropska tekmovanja svetovna, tako da za promocijo Maribora je to super. Na včerajšnji novinarski konferenci sta sodelovala minister za zdravje Janez Poklukar in vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Tema novinarske konference je bilo cepljenje proti COVID-19. Minister za zdravje je ob začetku novinarske konference predstavil aktualne razmere v bolnišnicah in povedal, da se z današnjim dnem zaradi zmanjševanja covidnih bolnikov zapira covid oddelek v Sežani. Pacientov malenkost zmanjšalo, tako v 13 covid bolnišnicah danes obravnavamo 9 bolnikov manj kot pred tednom dni. V enoti intenzivne terapije pa je številka hospitaliziranih praktično enaka, saj smo danes zjutraj beležili enega hospitaliziranega bolnika s covidom manj kot pred tednom dni. Glede na trende in napovedane modele, z današnjim dnem zapiramo bolnišnico v Sežani, zmanjšujemo pa potrebne rezervne kapacitete na navadnih covid oddelkih v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, v splošni bolnišnici Celje in pa v splošni bolnišnici Novo mesto. V Sloveniji imamo od sredine poletja na voljo zdravilo Regeneron, ki se uporablja za zgodnje zdravljenje bolnikov s potrjeno okužbo COVID-19. Zdravilo je tudi zaščita po kontaktu z okuženo osebo v primeru, da obstaja tveganje za hud potek bolezni. Klinika za infekcijske bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je 30. septembra letos posodobila priporočila za uporabo tega zdravila in ta
Prenovljena priporočila so bila posredovana vsem bolnišnicam, saj je pri aplikaciji tega zdravila potreben ustrezen nadzor. Aplikacija zdravila je predvidena v dnevnih bolnišnicah, predvsem v okviru urgentnih centrov oziroma tudi v domovih starejših občanov pod nadzorom zdravstvenega osebja. Minister Poklukar je povedal, da posvetovalna skupina za cepljenje predlaga 3. poživitveni odmerek cepiva vsem oskrbovancev domov za starejše, kroničnim bolnikom ter osebam starim 65 let in več. Zaradi novih podatkov o možnosti nekoliko povečanega tveganja za pojav miokarditisa oziroma perikarditisa oziroma drugače vnetja srčne mišice oziroma obsrčnika ob cepljenju s cepivom Spikevax oziroma Moderna v primerjavi s cepivom Comirnaty oziroma Pfizer. Člani posvetovalne skupine tudi priporočajo, da pri mlajših osebah od 30 let prednostno uporabimo cepivo Comirnaty oziroma Pfizer. Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Bejović je v cepljenju še dodala: Gre za odmerek, ki ga prejmejo osebe z zelo oslabelim imunskim odzivom, pri katerih pričakujemo, da cepljenje z 2 odmerki ni bilo zadostno. To cepljenje se izvede 28 dni po 2. odmerku, lahko sicer tudi kasneje. Poleg tega pa je Evropska agencija za zdravila odobrila tudi tako imenovani poživitveni odmerek. To pa samo za cepivo podjetja Pfizer-BioNTech oziroma cepivo Comirnaty. Ob koncu je minister Poklukar poudaril, da prednosti cepljenja odtehtajo tveganja. Morebitne pomisleke prosim naslovite na svoje izbrane zdravnike. Ti namreč najbolje poznajo vse potencialne stranske učinke in tisto, kar je najpomembneje, vaše zdravstveno stanje. Želim si, da čim prej pridemo v življenje, kot smo ga poznali pred epidemijo koronavirusa. Vendar ponovno poudarjam, to bo mogoče le z dovolj visoko precepljenostjo celotne družbe. Mestna občina Murska Sobota obvešča, da bo od danes pa do srede 20. oktobra na križišču ulice Staneta Rozmana in Cvetkove ulice zapora za promet. Celotna prenova bo trajala do maja prihodnje leto. Na križišču ulice Staneta Rozmana s Cvetkovo ulico bodo v prihajajočih dneh potekala gradbena dela, navezave kanalizacijskega kolektorja in vodovoda na obstoječe komunalne vode. V omenjenem križišču bo v tem obdobju 24 ur na dan veljala posebna zapora za promet. Ob tem bo promet od krožišča po ulici Staneta Rozmana še vedno potekal z izvozom na Cvetkovo ulico proti glasbeni šoli ter ulici arhitekta Novaka. Spremenjen režim bo na Cvetkovi ulici Sever in sicer bo dovoljen izvoz nazaj na Lendavsko ulico. Iz Cvetkove ulice Jug pri Šave v centru pa bo dovoljen le izvoz v smeri glasbene šole ter ulice arhitekta Novaka. Prenova bo trajala od septembra pa vse do maja prihodnje leto. Cilj investicije je vzpostavitev kolesarskih povezav v mestni občini Murska Sobota ter ureditev pripadajoče cestne in komunalne infrastrukture. Skupna vrednost tega odseka znaša 1,2 milijona evrov. Cene kmetijskih zemljišč v Prekmurju so pod slovenskim povprečjem, a v zadnjih letih beležimo največjo rast cen ravno pri nas. V nižinskem delu Prekmurja so bile cene kmetijskih zemljišč za pol višje kot v gričevnatem delu. Glede na kmetijske površine in število transakcij s kmetijskimi zemljišči, lahko kot kmetijska območja države opredelimo 5 tržnih analitičnih območij. To so Dolenjsko območje in Bela krajina, Štajersko območje, Prekmurje ter Savinjsko in osrednje slovensko območje. Največja gostota obdelovalne zemlje je v Prekmurju. Fond kmetijskih zemljišč je okoli 54 tisoč hektarov, zato lahko na podlagi tega Prekmurje označimo kot najbolj agrarno območje v državi. Cene kmetijskih zemljišč na obravnavanih tržnih analitičnih območjih so zaradi različnih naravnih in demografskih dejavnikov, kot so mikroklima, konfiguracija terena, kakovost prsti, stopnja poseljenosti in podobno, različne. Najnižje cene kmetijskih zemljišč so na Notranjskem, v gričevnatih predelih Prekmurja in v Beli krajini. V nižinskem delu Prekmurja so bile cene kmetijskih zemljišč za pol višje kot v gričevnatem delu.
Srednja cena zemljišča v nižinskem delu Prekmurja je bila lani €1,5 na kvadratni meter, v gričevnatem delu pa se je cena gibala okoli €1. Po rasti cen v zadnjih letih najbolj izstopata Prekmurje in štajersko območje. Slovenska nogometna reprezentanca je prvič po letu 2015 zaigrala v Ljudskem vrtu in zabeležila poraz proti Rusiji z 1:2. S tem je izgubila tudi vse možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. V prvi postavi je tudi tokrat do 86. minute igral Žan Karničnik, igralec soboške Mure. Poglejmo, kaj je povedal selektor Matjaž Kek. Če se v določenem momentu ne uspe, potem je seveda potrebno poiskati tisti, ki so odgovorni, in tu je, kar se tiče rezultatov, odgovoren vedno selektor prvi. In tu se sploh nimamo kaj pogovarjati. Na drugi strani pa seveda je absolutno preveč tega nihanja, preveč je tudi nihanje v samem izboru igralcev, v samih postavitvah na tekmi. Prehitro nam pravzaprav igralci odpadajo, in čeprav se zdaj že vleče to kar nekaj časa, še mi ni uspelo, meni ni uspelo, ker sem jaz za to odgovoren, standardizirati vse to skupaj. Danes mislim, da smo po dolgem času prvič igrali v enaki postavi kot tekmo predtem, ampak tole je vprašanje, ki jaz sem ga prepričan, da ga boste vi zelo dobro v 5 točkah razčlenili, in če bi imel to odgovor, bi bil danes dosti bolj miren in dosti manj razočaran, ker me to zelo žere, zaradi tega, ker vem, da je razočaranje iz tekme v tekmo večje in da je iz ciklusa v ciklus se iščejo razlogi, vzroki, zakaj na različnih mestih, ampak igrišče je tisto, ki ti da edini pravi odgovor. Je pa seveda v nogometu še tudi stvari, ki so okoli, ampak se pravim, atmosfera je bila dobra, ta akcija, kar se fantov tiče, zopet brez napake. Dobro atmosfero so uspeli med sabo ustvariti, pomagali smo jim, koliko smo jim lahko, kar mislim, da se je tudi videlo danes na igrišču, kvaliteto, ki jo imamo, jaz zagovarjam stalno to kvaliteto. Tu niti slučajno, da bi zdaj, oni imajo pa takšne in takšne igralce in igrajo tam pa tam. Mi imamo, kaj imamo, vedno smo to imeli in jaz za to kvaliteto stojim, odnos je bil tokrat pravi, rezultat pa ne, in zaradi tega je normalno, da človek razočaran. Kdaj bomo prišli na veliko tekmovanje in upam, sicer prepričan sem, da bomo šli, ampak to je pa tako hipotetično vprašanje, da me kar glava zdaj zabolela. Jutri bo pretežno oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 12 stopinj, v Murski Soboti 8, v Radencih in v Lendavi pa 9 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo prehodno rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo, zlasti popoldne bo še možna kakšna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okoli 5 stopinj, dnevne pa okoli 14 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo večinoma sončno, v vzhodni Sloveniji pa občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Zjutraj bo v notranjosti slana. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 3 do 7 stopinj, čez dan pa od 12 do 15 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.